Torej, tole je pisateljski oder. Jaz upam, da nas bo še kdo prišel poslušati oziroma da bo prišel na ta pogovor v zvezi z Penom in v zvezi z Miro in v zvezi z nagradami Mire, tako kot je bilo napovedano v našem programu. In ravno v tem kontekstu bi jaz rada o tej nagradi povedala mogoče nek kratek uvod. Vsaka nagrada Mira spada kot ženski del sekcije Slovenskega centra Pen. Vsaka nagrada, ki smo jo podelili, je nosila svoje sporočilo. Tudi tokratna, ki opozarja na aleksandrinke današnjega časa. Ženske so bile marsikdaj utišane in skrite skozi čas v skoraj vseh kulturah, zato je pomembno, da se danes pokončnim ustvarjalnim ženskam daje priznanje. Obstaja veliko pogumnih, borbenih, kompleksnih, ustvarjalnih in inteligentnih, neodvisnih žensk, ki to zaslužijo. Znati moramo prisluhniti njihovim zgodbam o premagovanju težav in njihovih spopadih v zelo različnih situacijah. Pesmi, zgodbe, romani, eseji in druga literarna besedila o teh problemih so bralcem navdih in ogledalo, kamor se lahko pogledajo. Nikoli ne smemo sprejemati sebe ali svojih sposobnosti kot manjše, temveč z zavedanjem, da smo sposobne veliko prispevati k družbi in razvijati svojo umetnost po svojih največjih močeh. Takemu mišljenju je že 10. namenjena tudi nagrada Mira. Danes imam čast, da v tem pogovoru, ki bo sledil, gostim tukaj nagrajenko tega letošnjega razpisa za nagrado Mira, Darinko Klasinc, ki jo lepo pozdravljam. Lepo pozdrav tudi vam, ki vodite to srečanje in seveda vsem, ki jih bojo aleksandrinke zanimale. Hvala. In druga moja gostja je Luna Zmeri se zmotim. Luna, joj, nehaj. To mi je pa zdajle zoprno, ampak se vseeno, nič hudega ni. Saj vem. Luna Jurančič Šribar, ki je tukaj z mano, kot nova predsednica Mire že v času te podelitve in seveda lanska nagrajenka te prestižne nagrade, ki jo je pač tudi ona dobila. Luna, lep pozdrav. Lep pozdrav, tudi tebi, Tatjana, in občinstvu. Se še enkrat oproščam. Moram pa najprej, preden začnemo ta pogovor, povedati, da so doslej dobile nagrado že zelo priznane avtorice in to so bile od leta 2013, to se pravi marca naslednje leto, bo 10 let, odkar poteka ta podeljevanje nagrade. Druga je bila zelo pomembna avstrijska avtorica Maja Haderlap v tistem času z svojim novim romanom. Leta 2015 je bila Ksenija Jus. Leta 2016 smo podelili 2 nagradi, in sicer Svetlani Slapšak in italijanski pesnici narodnega izročila Silvani Paleti. Leta 2017 je dobila nagrado Alenka Jensterle Doležal, ki je veliko naredila za slovensko žensko kulturo in pisanje na Češkem, kjer je večkrat gostila te slovenske avtorice. Leta 2018 je dobila nagrado Stanislava Repar, ki je pravzaprav ena izmed ustanoviteljic Mire, oziroma lahko bi rekla celo pobudnica in prva vodja
te naše mere. Leta 2019 je dobila nagrado režiserka Neda Rusjan in leta 2020 je dobila nagrado odlična pesnica in odlična povezovalka slovenske kulture Barbara Korun, ki je znana tudi po tem, da že prav tako 10 ali 11 let vodi pogovore pesnice o pesnicah. In še v času korone je bila dobitnica te prestižne nagrade takrat najmlajša Luna Jurančič Šribar, ki je, da to tudi preberem tokrat, doktorica antropologije in pisateljica s poznavanjem skupinskim delovanjem v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z marginalnimi skupinami in v prozi pretresa družbeno pričakovano ter izpisuje prikrite obrobe naših življenj. Zdaj bi jaz na nek način obe bivši nagrajenki z zelo enostavnim vprašanjem, pravzaprav obema, kaj ima pomeni ta nagrada. Kaj pravzaprav, če rečemo, da je bila tudi v osnovi, ko bomo še prebrali tudi to, recimo, besedilo, ki je bilo pripravljeno ob podelitvi, kaj pravzaprav Aleksandrinke prinašajo v naša življenja. Konec koncev Aleksandrinke v prenesenem pomenu, pišete o njih v preteklem času, mislite pa tudi na sedanje? Ja, če najprej odgovorim, kaj mi ta nagrada pomeni. Torej, to je bil zame resnično izjemen dogodek, veliko priznanje, še zlasti, ker prihajam iz obrobja in mi, ki prihajamo iz obrobja, imamo zmeraj manj vrednostnih občutkov, pa brez zamere, da to komentiram. Drugače pa seveda je to priznanje ne toliko meni, kot mogoče res ženskam, o katerih pišem. Ženskam, ki jim želimo tudi popraviti krivice, ki v bistvu jim je naredilo okolje. In iz tega vidika se mi zdi ta nagrada še toliko bolj pomembna in zato je z veseljem delim, kot sem rekla, tudi z določenim delom Primorske oziroma Goriške. Okay. Ja, jaz itak, da sem bila nagrade zelo vesela, ne. Tako da predvsem ti daje en tak pisateljevanje zna biti tudi malo osamljen poklic, jaz sem pa zelo družaben človek, no. Tako da nagrada poleg tega, da je malo izpostavila moje delo, je bila tudi ena taka povezovanje z drugimi mi je omogočila, no. Začela sem sodelovati tudi s PEN-om, z društvom pisateljev, spoznala veliko zelo podpornih žensk, ki tukaj delujejo že od začetka, ne, ki so ustanovile to sekcijo. Mera tudi žensko PEN-a, tako da kle, pač to nagrado sem začela čutiti eno sprejetost in med ženskami, ki delujejo na tej sceni in kot ustvarjalka. Ja, se mi zdi, če lahko kar medve Luna nadaljujeva, se mi zdi, da takrat, da si prvič bila si najmlajša dobitnica nagrade v vseh 10 letih in mislim, da si je tudi naša Mera takrat, in to smo ti iskreno povedali, zaželela, da bi se da bi ob tem, ko si se razveselila druženja, da bi dejansko prišla med nas oziroma bila naš del v Meri. A se ti je to zdelo takrat presenetljivo ali se ti je zdelo dobro, da konec koncev, da v Meri, to se pravi, da razmišljamo na nek tak način ali pa da delujemo na tak način, da bi ti tvoje delovanje tudi tukaj videla, ne samo tam, kjer si se doslej gibala, recimo. Ja, absolutno sem bila tudi zelo presenečena, ker sem zelo hitro pol dobila tudi vabilo za članstvo, pa tudi ste me spodbudili, naj povabim še druge mlade literarne ustvarjalke, to se mi je zdelo super, no. Tako da sem bila presenečena, da sem naletela na en tak odprt krog, včasih se zgodi, da so tudi ti literarni krogi zelo zaprti, no, kle ni bilo tega občutka, definitivno.
Ja, se moramo tudi to povedati dejansko, da je bilo res, da je bilo v teh letih ali pa recimo pri prejšnjih vodstvih pena, ne govorim o meri, dejansko, da so bile to bolj zaprte strukture in se mi zdi, oziroma kot dejansko je, da v času, ko je začela delovati tudi mera, da so se stvari začele odpirati in seveda zaradi tega in ker si prišla v PEN, je tudi mera takrat tebe, ko se je menjavalo vodstvo po teh 3 letih, ne mandatu, povabila že prej in me zanima takrat, to je eno tudi izmed vprašanj, ki sem jih pripravila, ko si mogla potrditi našo prošnjo, če sprejmeš vlogo predsednice za naslednje 3 leta, a te je postalo strah ali si ravno s svojimi izkušnjami, ki si jih imela prej kot antropologinja in ko si delovala pri reviji Kralji ulice in tako naprej, ali se to naenkrat se ti je zdel nek izziv, v katerem si videla samo sebe? Ja, definitivno po svoje sem si vzela malo časa za premislek, čeprav se mi je tudi godil, ne, da ste me povabili, jasno, ampak vzela sem si čas za premislek, zato ker nisem preveč človek funkcij, no, ampak vseeno pa vidim to, sem pol si rekla, sej lahko delujem še zmer na svoj način, kle bomo že našli neko skupno pot, ker sem videla, da ste tudi na ta način odprte in prišle nasproti, ne, da lahko pač skupne projekte gradimo, pač daš nek svoj doprinos, ni se ti treba zdaj pa podrejati funkcijo sam ustvariš, tako jaz na to gledam. Ne? Funkcijo sam ustvariš, to je dejstvo. Zdaj bova pa naredile drugo vprašanje. Darinka, vi ste poleg tega, da ste strokovnjak na lesarskem področju, kot vem, in ste tukaj imeli tudi nekatere poleg literature, znanstvene in druge objave, a ne? Ampak presenetilo me je, da ste bila tudi podžupanja v Novi Gorici, in mislim, da okrog leta 2010. In kako, da vas ni zavrnili, da bi šli v politiko naprej? No ja, sej s politiko se pomalem vedno srečujem, vsaj na lokalnem nivoju, vendar ni to moja prva domena. Ampak to je tako za zraven. Včasih se spočiješ na način, da greš v drugo vlogo ali pa tudi, da kot tisti, ki rad kaj zapisuješ, spoznaš določene svetove v globino. In to mi dejansko tudi pri pisanju pomaga. No, zanimivo pa je, da sem jaz tukaj pripravila ravno vprašanje, če je literatura za zraven, pri vas je pa očitno politika za zraven. Kam gre pa literatura? Torej, če pošteno povem, literatura je, torej sem pisala že kot otrok na nek način. In sem pač sodila med ljubljenčke profesorjev slovenskega jezika, ampak nažalost sem imela družino, ki je rekla, moraš imeti kakšen bolj konkreten poklic. A to ni nažalost, jaz mislim, da družina sugerira, ostalo pa... Ja, ampak to je vedno ostalo, ne? Vedno sem s tem živela, vedno sem na nek način objavljala, pač malo po svoje, brez mentorja je bilo to tako, pač malo po svoje, bom rekla kar pošteno. Tudi to se je odmikalo, recimo študij, kasneje družina, pa recimo služba, pa tudi nenazadnje, pač je bilo treba tudi v službi narediti malo kariere, ne? In potem ostajal čas, mogoče konec tedna, ker literaturo sem takrat jemala kot nekaj, kar me veseli, kar me sprošča, kar je moj hobi. Zdaj imam pa več časa in nekako mogoče je, zato je tudi, kako bi rekla, postalo skoraj na nek način prioriteta. Tako da, če nič ne napišem, nič ne objavim, je skoraj depresija, no bom rekla tako, pošteno povedano. No, kot zanimivost, no, da še to ravno v ta del me zanima. Na eni strani imate literaturo za otroke kar 24 slikanic, tudi sicer leposlovja, to se pravi, govorim poleg Aleksandrinka, ne?
In potem na drugi strani pa to, kar me je zelo presenetilo, da spremljate vse natečaje in pobirate ogromno nagrad. Mislim, se mi zdi, da neverjetno veliko nagrad, no? Da tudi bi rekla, od Trsta do Ljubljane, po Sloveniji, kjerakoli revija ali kaj. To se dogaja pri meni. To je zmeraj tako, ja. Vam potiham. Ja, No, to me je presenetilo, ne, da kaj vas žene v tiste, to se pravi, po eni strani so romani, kot so Aleksandrinke, kjer se je treba zelo poglobiti v zgodovino, zelo razmišljati o eksaktnih stvarih, ko se piše. Po drugi strani za otroke to je tisto intuitivno in te zgodbice za ono, za razne te natečaje, to je pa spet ena posebna strast, po moje, ker sicer tega ne bi počeli. Bom rekla tako, ne. Že prej sem omenjala, ker nisi, kako bi rekla, strokovnjak, ampak si strokovnjak na drugem področju, rabiš mogoče potrditev. In kratka zgodba je moja, bi lahko rekla, številka 1. No? In rada napišem, ker potem sem tudi prisiljena kaj napisati. Je pa res, ja, da sem od vsega začetka vedno pobrala kakšno nagrado. In to te, kako bi rekla, za tisti trenutek te malo povzdigne, se pozabi. No? No, in tukaj sem si pripravila prav vprašanje, kako gre zgodba iz vaših rok in je odvisna od žirije. Kakšen je občutek pričakovanja? Nikakršen. Mislim, jaz, kako bi rekla, pač napišem in pošljem in če ni, pač ni, če je, pač je, se s tem ne obremenjujem. No, pa vsem čestitam za vse te nagrade. Ja, hvala lepa, no, vseh je res lepa zbirka, ja. Zelo različnih. No, in če pa gremo, Luna, zdaj tudi pri tebi na literaturo, najprej si delala kratke zgodbe, precej časa, ne, še v času študija, ali kaj, na nek način. Potem si imela prvenc, oziroma ta prva tvoja, pa ta drugo knjigo, kjer imava pa danes tukaj sabo. Grizoldo pa mačka, to je moj prvi mladinski roman. Druga je pa Starinarnica. To je pa prvenc v bistvu. No? Obe sem izdala pri mladinski, eno imam še pri Literi, konstrukt DBO, ampak danes imam te dve sabo. Ja, ta je pa pri Literi. Ja. Ampak v bistvu mene zanima, to se pravi, to so 3 romani, ampak mene bi zanimalo to, zakaj in na kakšen način si dobila za to knjigo, preden je šla nagrado Modra ptica. To je bila v bistvu nominacija za Modro ptico, mladinski roman, ki pošljaš neobjavljen tekst. To je nagrada mladinske knjige. Tako da to sem poslala neobjavljeno in sem bila nominirana, potem pa pač dobiš komentarje 5 žirantov, ful komentarjev dobiš, tako da sem jo pol še 2 let dodelovala, čistila. A tako je to, to se pravi, da si to delala naprej? Že z urednico pol. Nagrada je pa to, da je objava. Nominacija, vse, ki smo bile nominirane, pač je bilo 5 nominirank in vse izidejo pol pri mladinski knjigi. Ja, in mi zdaj, kot vemo, ne, precej v medijih, ne, precej se o njej piše, imela si tudi intervjuje, hodila si po gozdu in z svojim kužkam, ali kako je to bilo, kako izgledajo ti intervjuji? Ja, novinarke grejo rade pol, rečejo, kje bomo, tako glede na to, da se pol knjige dogaja v čarobnem gozdu, veliko novinarjev zdaj reče, pričakuje, da se bom pa jaz dobila na kavi, ki je v gozdu, ne, tako že je prišlo to nekako v navado, se dobimo v Mostecu ali pa kje, tako da, ker pač ta moj čarobni gozd je fajn za zgubljati, pa ja. Da se noter zgubljaš v tem smislu, ne. No in zdaj eno od vprašanj, recimo, ki bom tudi pravzaprav obe vprašala, ampak sta na različnih straneh, a ne. Darinka svoj čas zdaj, ki ga ima več na razpolago za pisanje, ker pravijo, kot si enkrat v pokoju, dejansko lahko delaš to, kar želiš, precej ali pa več, ne. Ti si pa sred najbolj vitalnega obdobja,
ko sem te hotela vprašati, oziroma ko sem si nekako zamislila vprašanje na ta način, kaj je zdaj tvoja prioriteta? Uspešna si z knjigami, deluješ na vseh svojih področjih. Kaj je tisto področje, od česa živiš in kaj je tvoja duša? Ja, učim se še živeti, še zmeraj mislim, da se bom do konca. Tako da trenutno delava s tamle dr. Igor Divjak, ki je glih pri Pesmomatu, nama je to en tak pomemben projekt, no. Sva nekako soizumitelja tele mašine, poetične mašine. Smo imeli glih prej predstavitev, no. Tako da to je projekt, ki ga vodiva in s PEN-om in z Društvom slovenskih pisateljev v partnerstvu. Tako da zdaj me je zadnje mesece najbolj tole zaposlovalo. Ampak to je bila profesionalna odgovornost, ne? Ja. In to do konca leta, kot Ja, vem, ne? smo dobili tudi sredstva pred Ministrstvo za Sredstva, ja. kulturo, tako da to so v bistvu projekti, ki jih prijavljamo in to ti da pač tudi del financ, ne, za preživetje, ampak to je en del tega, no. Drug del, v bistvu srce je pa moje bolj zmeri pri pisanju, no, bilo. Pač najbolj se počutim, kadar pišem, kadar ustvarjam, no. Ne nujno samo romane, zdaj delam recimo tudi gledališko igro, lutkarsko predstavo, tako da skupinsko delo mi je zelo pomembno in ustvarjalno, no. Tako, ker taki projekti, kot je pa Pesmomat, pa povlečejo zraven, dobro, urejanje antologije pesniško je bil lepši del tega, ne, je ustvarjalno delo. Ampak, kakor jaz vem, to je zaenkrat noter 200 Pesmi, ja. 200 v tej antologiji okrog 200 pesmi. Mislim, da je nekaj malega tudi za otroke, Ja. da sem si včeraj pač ogledala, ne. Drugače za poezija za odrasle. Ampak to, kot pravijo, je začetek antologije. Ja, tudi To tvoje. se pravi, da če dobiš, če bo ta projekt šel naprej, boš ta projekt dodelovala dalje. Ja, skupaj z Igorjem Z bova zdaj Igorjem, se glih tam ja. zataknili nekaj, očitno ena dolga pesem je vam prišla. Tudi Tatjana, tvoje pesmi so noter, ne, da malo pohvalimo. Ja, sem Vse. Tako da to je rastoča antologija, tak je plan, da bi na koncu zajemal od 500, Igor ima celo idejo, do 1000 pesmi, no. Pa plan je tudi, da bi jih več pesmomatov bilo po Sloveniji, tako da to je eden izmed projektov, ki ga je mogoče širiti, no. Pa ki ti je na dušo pisan. Ja, se pravim, predvsem ustvarjalen del mi je na dušo pisan, ampak taki projekti prinesejo za sabo zelo velike, ne, tudi Energije. birokracija, administracije, povezovanja, veliko je tega tehniškega, birokratskega dela pravzaprav, ampak glede na to, da gre praktično za nov izum, se vsega tega še sproti učimo, no. Če še sproti uči. Ja. In je en od projektov, ki se mi zdijo, da so taki inovativni, dobri in da pritičejo tvojim letom, se pravi polno energije, da kljub vsemu še pač v tem vztrajaš, ampak si pa še vseeno prekarc, ali ne? Ja, v bistvu zdaj Se sem. pravi, delaš projekt za projektom, Ja. honorar za honorarjem. V bistvu delo jaz sem za bila delo. veliko let zaposlena v Društvu Kralji ulice za polovičen čas, ostalo sem pa pisala, ne, tako da neko osnovo sem imela. Od 2019 sem pa čisto šla v status samozaposlene. Samozaposlena, ne? Tako da tako delujem zdaj in nekako se trudim znebiti tega strahu. Gledam naprej, ne ustavljam se pri strahu, no tako nekako. Saj včasih te zaskrbi, kako boš pa to, ampak se mi zdi z dobrim povezovanjem in da pač se odpirajo stvari ena za drugo, no, če nekako zaupaš. Ne, jaz verjamem, da se to da dela, zaradi tega, ker si potem dejansko pri tistem delu, kar ga želiš delati. In če si tam dober, ti te stvari pač vlečejo naprej, ne? Ker taka funkcija, kot jo imaš, predsednica Mere, to vendar vemo, da so to volonterske, častne funkcije, kjer moramo za kakršnakoli sredstva za delovanje prositi Ministrstvo za kulturo, to pa vemo, kako je nesigurno, ne. Samo še to vprašam, kako je prišlo, a to teče ta projekt Kralji ulice še naprej, oziroma vem, da se, kadar se vsako leto tudi družite, oziroma vem, da Vrabec Anarhist prireja tudi neke tekme, animira,
da se dogaja tam literatura še vedno na teh Kraljih ulice. A še sodeluješ ali ne? Ne, jaz sem šla pol čist stran 2019, Vrabec anarhist je pa še zelo povezan Igor, no, pač objavlja njihove prispevke pa to. Jaz sem nekako tam 14 let sodelovala in sem se odločila, da zdaj je pa čas, da grem. Zdaj je čas, da grem. Ja, sicer na ulici, ko srečujem bivše sodelavce, se še zmer poklepetamo, tudi časopis še rada kupam, ampak nekako sem tako to zgodbo pa zaključila, no. Posodelujem še, kar se tiče literarne plati, no. Ne delam pa več. Ja, to pa ja. To se pravi kot uredništvo ali so uredništvo? Ne, pač Igor je recimo dost povezan, pa je predlagal zdaj, on je povezan z urednikom Žanom Nikoličem Kraljev ulic in sta se glih zmenila, da bi v Pesmomat dali tudi poezijo ulično. Tudi ulično. Ja, tako nekako, tako da še zmer ostajamo povezani na eni ustvarjalni ravni. No, zdaj to se pravi polno ustvarjalnost, polno dela. Poleg zdaj, recimo, če rečemo, ni več politike, ni več službe, ni več tega. Kakšna preokupacija pa pol je razen pisanja? Ne, jaz imam vedno veliko stvari, sem take sorte. Imam še vedno, mečkano še vedno politike, imamo vnuke, ne. Imamo tudi, kako bi rekla, rada se ukvarjam tudi malo z zemljo. To me prizemlji, to me umiri, tako da ni tako črno-belo žal. Je pa v bistvu vseeno več časa. Nimate več časa, ne? Ne, ni prav tako, ker si ga vzamem. Bistvo sedanjega tretjega življenjskega obdobja je v tem, da vendarle si lahko sam razporediš. Luna je bolj pogumna, ona se je dotila tega od začetka, ne. Jaz recimo si tega ne bi upala, Luna, ne. Tako da občudujem ta pogum. Mogoče prav zaradi, pa toliko sem starejša, seveda za te vzgoje, da moraš imeti najprej eksistenco trdno, ne, potem se pa lahko igraš. To je pa spet naše izobrobja, bom rekla. No? Miselnost izobrobja. Ne, ni res. Ni res. Jaz moram reči, jaz sem od leta 80 v svobodnem poklicu bila in sem preživela. Odlično. Jaz pač si tega nisem drznila, no bom rekla tako. Sem premalo bila mogoče pogumna. Zdaj pa seveda, ko me država vzdržuje, ne, lahko, oziroma... Kdo vas vzdržuje? Ja, država me vzdržuje, tako pravijo, ne? Pokojnina je prislužena. Naše delo. Ja, delo, minulo. 40 let. Ampak, hočem reči, moj kolega ravnatelj je uporabil, on je bil ravnatelj ekonomske šole, dobivamo štipendijo od države. Malo za šalo, malo za res. Lahko torej naredim tudi še tisto, kar bi morala narediti mogoče kdaj prej. Ja, no, recimo. Ampak vseeno računam na to, da hitim in tako da kar vse gre, no, vse gre. Včasih mi je žal, ja, da nisem bila bolj pogumna. Če jaz dodam, bom kar priznala, da nisem bila tako pogumna, da me je nekako kar življenje sunalo. Da pravzaprav sem jaz tudi, po horoskopu sem bik, no, tako da rabim dosti varnosti, tako da sem rabila veliko let, da sem nekako, bolje rečeno, jaz sem se toliko izčrpala tam, da sem mogla nekako iti pol že na konc ven. Zraven mi je pa toliko nekaj manjkalo v življenju, eno praznino sem imela, ker sem vedela že od majhnega, da sem ustvarjalen človek. In se mi je zdel zadnji cajt tam nekje pri 35, da zdaj pa tole zagrabeno, da se knjige ne bojo začele same pisati, tako da jaz praktično na eni strani sem se zelo izčrpala pri socialnih stvarih, pri delu z drugimi, ne. Na drugi je bil pa ta manjko, da nisem ustvarjala, tako da me je pol življenje praktično sunilo k temu, da sem mogla tam zaključiti, no. Ja, ampak kljub vsemu si pa delala doktorat, to se pravi to, takrat v tistem času me prav zanima, kaj je bila ta tvoja ideja pravzaprav, zakaj doktorat prav na tem področju, no, ki si ga delala? Ja, samo da povem, antropologija na temo primerjave med ekonomijo daru in skupnostno ekonomijo. A te je to pripeljalo do teh Kraljev ulice? Ne, v bistvu je bil doktorat narejen na podlagi dela pri Kraljih ulice. No, Kralji ulice so mi bili terensko delo in antropologi pač nam je ta metoda opazovanja z neposredno udeležbo je naša metoda dela. Skratka, da greš neko skupnost, da sodeluješ tam, da se čist
z njimi povežeš, da praktično delaš z njimi. Tako da Kralji ulice so mi bili nekak teren, kako vzpostavljati neko drugo skupnostno ekonomijo, ki ne bo se ravnala po smernicah kapitalizma, ampak bo nekako človeku bolj prijazna. In tako da to mi je bila podlaga za terensko delo in sem napisala ta doktorat. Da si pa v bistvu sočasno delala in pisala ta... Ja, 1 leto sem pisala ta terenski dnevnik, dvojen tudi sprotne zapiske, pa tako pa to analizirala, intervjuje pa tako. Kako je pa inženirka lesarstva prišla do Aleksandrink? Tudi že iz družine, iz okolja, iz katerega izhajam. In pa potem sem pa že tudi kot podžupanja sem postavila spominsko ploščo v Egiptu oziroma v Kairu. Takrat sem se angažirala. In pa seveda potem so me prosili, če bi predsedovala temu društvu in se nekako srečuješ toliko bolj z zgodbami in pa z, kako bi rekla, z ljudmi ali potomci, ker zdaj Aleksandrink več ni, so odšle v večnost, recimo, ki nosijo v sebi te njihove zgodbe in se mi zdelo, da je prav, da to tudi zapišem, spregovorim o njih na nekoliko drugačen način, kot je bilo recimo mišljeno in napisano tudi strani moških mojih starejših kolegov, kot je bil recimo naš primorski pisatelj France Bevk, Žerjavi letijo na jug, Aškerc je imel tudi, pa recimo tudi Tomšič, ki je vedno nekako, vsi ti so nekako proglaševali Aleksandrinke za lepe vide, kar v resnici pa niso bile. In to podobo zdaj kar malo popravljamo. Skušamo popraviti in ko smo bili na sprejemu pri predsedniku države, gospodu Pahorju, letos poleti, sem mu bila zelo hvaležna za besede, ko je rekel v svojem govoru, ker on pač izhaja iz našega konca, torej Aleksandrinke niso bile lepe vide. In sem mu za to izjavo resnično hvaležna. Ja, ampak to je treba še večkrat ponoviti, ker zagotovo pač na ta način tudi razmišlja. Ker to je res bila krivica narejena, ker vsi govorijo, Aleksandrinke so šle v svet in zapuščale otroke in dom. Kar ni res, ker to je bil družinski dogovor, to je bil družinski projekt. Tako da ne smemo to, kako bi rekla, širiti, ker jim delamo krivico. Ja, na ta način. Sploh, če kle razmišljamo še moška, ženska zgodba, je bolj tukaj zelo kruta oziroma zelo krivična. Tudi, recimo, jaz sem to temeljito prebrala vse in ker sama kot vipavka smo imeli tudi v družini te zgodbe, o katerih se sicer ni veliko govorilo, se mi je zdelo res, da, kako bi rekla, da so moški pač imeli svoj način gledanja. Recimo, Bevk je nekako z obsojanjem pisal, stavek, recimo, ki mi je padel zelo v uho, je bil, tako se smejejo stare Aleksandrinke. Sem malo pogledala, stare Aleksandrinke. Tak pohušljiv smeh, ko pridejo nazaj, ker ni bilo res. Potem recimo, se pravi, vsi obravnavajo žensko, ki je zašla na slaba pota. Ja, tako je mišljeno bilo. Tako je bilo mišljeno in podobno je bilo tudi razmišljanje, se je širilo po naših vaseh in jaz, ki sem obiskala tudi tako Aleksandrijo kot Kairo in recimo sem se neposredno srečala z njihovim okoljem in tudi z otroci in pričami, ki so sami povedali, da temu ni bilo tako, kaj so Aleksandrinke delale, so vse zelo pošteno in trdo delale. Ampak tako kot je napisal dr. Gabršček, žali Bog, v vsaki čredi se najde tudi kakšna ovca, ki je pač črna namesto bela. To moramo upoštevati, se tudi mi nismo ravno zvedno angelčki, a ne? Verjetno ne. Verjetno ne, to sodi k življenju. Prej še, kar ste rekli, jaz mislila, da ste bili, to se pravi predsednica tega društva. Sem še. Še predsednica. Zdaj bomo muzej obnavljali. Ampak društvo je že obstajalo prej? Društvo obstaja od leta 2005 in smo imeli, takrat so začeli v bistvu z zdravljenjem ran.
Jaz bom tudi prebrala eno pesem, če mi Ja, boste dovolili, ker pišem tudi pesmi, začela sem s pesmimi, tle imam tudi založnika, ki mi je to knjigo izdal. Spremno besedo je pa napisala Barbara Korun, tudi nagrajenka Tudi Mire. nagrajenka Mire Ja, leta, bila je moja ja. mentorica in ko sem se spet vrnila k poeziji in sem ji zelo hvaležna za te njene nežne usmeritve. Ja, ona znata usmerjati. Izjemno. Pa ta poezija je tudi del aleksandrijskega področja. Ja, tudi del, se pravi, sem Pol pa prav lepo en delček. prosim. Preberemo eno, ki pa mogoče Aleksandrinkam ni najbolj naklonjena, ampak je pa... Mon chéri. Tako je, Mon chéri. Si tudi berem. Je pa, pove pa delček resnice. Meni so se očala zdomila, ne mi zameriti, bom kot urar zdajle. Dokaz je pa tle, Nujen da so se... pripomoček, Ja, ne. nujen pripomoček, ampak dokazal so se mi res zdomila, da se mi ne boste smejali. No. Mon chéri, nedelja v sijoči prazničnosti dneva, miza z belino prta, von po juhi in dobrem kosilu. Mama, moja mama. Za mizo ona v svoji eleganciji, ki se je nalepila na njo kot etiketa v dolgih letih aleksandrijskega časa. Ko me pogleda, ne vidi svojega otroka, vidi mlado žensko, ki za njo kuha kosilo. Najbrž si dopoveduje, da sem njen otrok, ki ga je odložila v košaro, ko je zame zadnjič razprla nedrje in me prepustila ne materi. Mogoče si očita leta, ko me ni videla rasti, še manj odrasti. Ne morem uzreti njenih širjav, ne morem preskočiti prepada let, ko drhtim ob štedilniku v cvetu nedelje in se moje srce sprehaja na obalah, tam, kjer vzhaja in ponika veter njenega imena. Pred njo postavljam krožnik, kamor sem natrgala cvetne lističe mojega srca. Zareže zvok telefona. Mama, moja mama, poskoči kot mladenka, tuji lesk v njenih očeh je plamen, je bakla, ki jo žari obraz z meni neznanim veseljem. Mon chéri, mon chéri, žgolive jeziku neznanih besed, ki zgovorno pljuskajo vame in se za njimi skriva zgodba mojih trpkih dni. Svetloba modri, odnaša me v službo vsiljene podobe, da mirno mešam po kozici. Moja mati ne bo odprla prsi svetlobe zame. Poberem koščke svojega srca s krožnika in jih ustavim na svoje mesto. Mon chéri, za njeno varovanko. Z njo je hodila po hodnikih mesečine, božala sipke kodre otroštva, ko sem se jaz oklepala srha noči in cvrkutanja na obzorju jutar. To je dom, moj dom, vzhod bolečine. Darinka, hvala, to je pa išlo. Pri založbi jutro, jutri, spremna ja. beseda Barbare Korun. Nova knjiga? Ne, išla je lani, ne, če se ne motim, lani je šla. Ja, 2021? lani. Mislim, da sejmu je druga zbirka Zlatičice, tiste je pa bolj vesela. Aha, no, skratka, tega pa med temi biografskimi podatki ni bilo, vse drugo je bilo, ni bilo pa poezije. To se pravi, da smo danes razkrili Darinko še kot pesnico, Zahvaljujoč Barbari Korun. zahvaljujoč Barbari Korun, kar je pa zelo dragoceno, še ena dobitnica naše nagrade. Zdaj, da nas ne prehiti čas, bi jaz Luno tudi prosila, da bi iz te zadnje svoje umetnine, ki jo zelo, bi rekla, propagira tudi med družbenimi, na Facebooku in tako naprej, zelo veliko komentarjev in jaz mislim, da bi bilo zelo lepo tudi v živo slišati par besed. Ja, bom prebrala samo en iz začetnega poglavja, Ja, no, lepo. odlomek. Ker ljuba hči od sebe ni dala nobenega glasu, je imel Mile dovolj časa, da ga je prešinilo, zakaj jih ni že davno zabrisal stran, skupaj z vsem drugim.
ni zmogel. In to je dobro vedela tudi Elsa, ki je končno izustila samo: "Dej sem, Mileno." Bosa je hitro pricapljala do njega in mu potegnila salonar iz rok. Ko se je oče namrščil, ji je po hitrem postopku potegnilo, da je čas za pogled politega cucka. Za nameček mu je tudi zagotovila, da bo zadevo uredila. "Tako jih bom spravila v omaro, da jih ne boš gledal." Mile je samo globoko zavzdihnil, si natočil kozarec vode in jo spil v 2 požirkih. Zbadanje v glavi še vedno ni popustilo in samo upal je lahko, da je v hladilniku od včeraj ostala še kakšna pločevinka. Če voda ni pomagala, ga hladno pivo še nikoli ni pustilo na cedilu. Med odpiranjem hladilnika je na hčerin čevelj že pozabil. Se je pa spomnil nanjo takoj, ko je ugotovil, da so ti prasci, povzetek njegovih besed, včeraj spili čisto vse. "Elsi?" Odtenek glasu je bil zdaj popolnoma drugačen. "A?" Elsa je komari na hodniku ravno privlekla stol, da bi pospravila čevlje na najvišje polico. Mehak očetov ton ni pomenil nič dobrega. "Elsi, pejta z Ronaldom do štacune, pera je zmanjkal." "Rolandom," je ogorčeno zavpila kot že nič kolikokrat. "A?" Ata kot že nič kolikokrat ni dojel. Luna, hvala. Zdaj, jaz bi tako rada obdržala to publiko tukaj, glede na to, da imamo še enkrat 3/4 ure. Naš pogovor, ker sem mislila, da bo imel dovolj časa, da se še izpoje, da še kaj preberemo, je naenkrat dolg 3/4 ure, ne morem sama verjeti. Jaz bom Darinko prosila, da bo še en kratek, mogoče to prvo polovičko iz Sloven, recimo, če bi lahko do semle nekako prebrala, da se vsaj dotaknemo te nagrade, ki jo je dobila, potem bom pa zaključila in se vama zahvalila. Prosim, Darinka. Ja, hvala lepa še za tole. Srečanje z Aleksandrijo. Iz črte morja raste mesto, Aleksandrija. Minareti sijejo, palme pokljajo. Mesto v blaznem ritmu nasproti, priložnosti in pasti. Razkošje in denar. Napeto strmimo v sliko, ki se veča pred nami. Aleksander Veliki, osvajalec na konju, je za sabo pustil ta bleščeči dragulj. Po občutku smo bili že blizu afriške obale, toda še vedno na odprtem morju. Mesta še ne bi mogli zagledati, ko je Marička zaklicala: "Aleksandrija!" in s prstom vzhičeno kazala proti obzorju. Obrnili smo se usmerjene, nestrpne, poplesevajoče roke. Na nebu smo zagledali mesto, toda bilo je čudno zasukano, njegova zrcalna podoba v naravni velikosti. Bilo je kot nemirna, trepetava slika, svetleča se v svoji prelepi prašni upodobitvi, da je imela dih. Zdaj pa tako, kot se pritiče na koncu vsakega pogovora, bom vprašala vsako še zaključno vprašanje in to, Luna, polna vitalnosti, upam, si stopila v to mero kot predsednica Mere, zdaj boš nastopala naslednja 3 leta, vržena si bila v prostor tik pred podelitvijo nagrade, postala predsednica in že čez 14 dni si mogla narediti prireditev, ki si jo tudi speljala vse do konca. Tvoja vizija? Se kje imam Tatjana Plonk-Cegelc, ne vem, če imamo dosti časa. Prosim. Nekaj sem se, v bistvu... Ja, res, to je zelo bistveno Ja, vprašanje. vizijo jaz še oblikujem, tako da tudi verjamem, da jo bova tudi midve skupaj, no. Sam predvsem, zdaj na začetku sem še bolj tem, da bi malo prenovili vse skupaj od teh družabnih omrežij, spletnih medijev, skratka malo bolj, da bi komunicirali tudi v javnosti, no, in tudi po eni strani sva se pa z Tanjo, predsednico Pena, pogovarjali, da bi bilo treba tudi malo bolj popularizirati delo ustvarjalk, no, tudi mogoče s kakšnimi izdelki, kot so kakšni plakati, recimo, da bi, koledarji, da bi dali, naslednje leto bo 10 let podeljevanja nagrade, ne, saj to ti bolj veš kot jaz, da bi dali kakšne koledarje, skratka, da bi prišli tudi malo v javni prostor, da bi delali izdelke z recimo njihovimi teksti, pol gor, slike,
in tako Super, naprej. Tako da super, to. ja. Vsekakor pa mislim povezati Miro tudi s temi svojimi projekti, ki jih že izvajam. To je Pesmomat. Pesmomat. Na ta način bi lahko izpostavljali pesnice, ne? Ja. Zelo to žensko ustvarjalnost, tudi ga po takih dogodkih vozili. Tako da Super. te projekte, ki jih že delam, nameravam povezati tudi z Miro. No, tudi, Lepo. Ja. To se pravi, z tem, kar sicer tudi počneš, bi povezala to recimo poslanstvo Mire. Navsezadnje, Ja. navsezadnje sta obe dobili nagrado ne zaradi literature, ampak tudi zaradi tega predanosti ženskim problemom. Ne? Skratka, ne en tak, ampak obenem sem pa tudi mal, nisem naklonjena temu, se mi zdi to čas enega tazga vse splošnega kričanja, ne samo na desni, tudi na levi, no se mi zdi, da je vse preveč ratalo te neke kakofonije glasov. Se pravi, graditi mero, podobo mere, vse na en dostojanstven, ne pa kričav način, no. Ja, Pač lepo. kvaliteta, ne pa kvantiteta, ne. Skratka, tudi javljati se v javnosti, kadar je treba, predvsem umirjati situacijo, ne pogrevati situacije, ne s provokacijo, ampak pač na en dostojanstven način, kar tudi umetnost dela, kar je tudi v bistvu poslanstvo pena, ne, besedo uporabljati za širjenje miru, ne pa provociranja, kar v današnjih časih delajo tako vse strani, ne, v bistvu. Hvala. Mislim, zelo optimistična vizija, jaz sem, moram priznati, zelo vesela, da si postala predsednica, da si to prevzela, ker to kljub vsemu je javna in odgovorna funkcija, ne glede na to, da ni, bi rekla, politična, ali tako, kot smo rekli, nekje nastavljena od tega, ampak res s svojim zanosom. Hvala, Luna. In zdaj še, da zaključiva Medveda Rinka, vizija. To se pravi, v pisanju ne gre samo za Aleksandrinke, očitno gre za pisanje za otroke, za poezijo, ampak neka črta, neka vizija, kaj bi pa pravzaprav Ja, tega je dosti, ker sodim med kar ustvarjalne ljudi, tudi na drugih področjih. In mislim, da zdaj imam kar v delu kar dve stvari, ampak moram povedati, ne, da tudi jaz lahko imam nekaj v delu, ker sem le inženirka in stvari lažje oblikujem, bi lahko rekel, ne, mislim, ko bi rekel, delam skelet. Ni kampanjsko, Ni ampak kampanjsko, delam skelet, ampak kljub temu, ne, recimo se v nekem jutru, v neki noči porodijo stvari, ki popolnoma obrnejo vse na glavo, ne, tako da vam težko rečem, mislim, želela bi res še veliko stvari bi rada še ustvarila, če mi bo naklonjeno življenje in čas, seveda, da ne bojo prehitevale kakšne drugi dogodki, recimo človek pač ne ve, kaj ga lahko še vse doleti, ampak imam res v delu, imam kar nekaj zadev pol odprtih, na pol narejenih, idej je ogromno, tako da jaz tudi ilustriram, ne, ukvarjam se tudi z ilustracijo. Ja, ne, ampak sem amaterka, delala sem likovno šolo. Ja, tudi, sem delala likovno šolo, ne, mislim, 4 leta tako, zraven, za zabavo, ne, tam. Ne samo les, ne samo poezija. Ampak gledajte, les, narava, to, kar sem, je povezano na nek način tudi z umetnostjo. Če gremo na les, jaz sem nekaj let tudi učila oblikovanje v lesarstvu, risanje načrtov, prostora in tako naprej. Recimo, moj profesor je bil tudi tale avtor Rex Stola, ne, se pravi Niko Kralj, imam njegov podpis v indeksu, je seveda. Vse to sodi, ne, k lesu, ni samo, to je tista naravna lepota, ki te pelje. To je njegov stol, ki je v Momi. Ja, seveda. Ne, tudi tu ga vidite naokrog, ne. Ja, in to je vse povezano tudi kako bi rekla, z lepoto, ustvarjalnostjo na drugih tudi področjih, ne. Rada bi samo še to rekla, ne. Torej naše Aleksandrinke so v Kairu imenovali Le Sloven in Le Gorisien, torej Goričanke in Slovenke. Zato so tudi nazivi moje knjige tako in potem se nekateri strašijo, da je to v francoskem jeziku. Ja, tako, ne. Le Gorisien in Le Sloven, ker je bil uradni jezik, je bila francoščina, če tudi je bila to Babilon jezikov, ne. No in hiše, ki so dale nekaj nase,
so želele imeti le Sloven oziroma le Gorisjen. Bogataške hiše in to je bilo tudi prvo srečanje Slovenk za visoko družbo tistega časa. Razkorak je bil pa tle strahoten, na eni strani naše raztrgane vasi, kot temu rečemo, na drugi strani pa visoka družba, s katero so se ta dekleta in žene srečale. Zato še enkrat, le Sloven, dva svetova, le Gorisjen. Zelo cenjena delovna sila. In tista Le Gorisjen knjiga, ne, je Ja. bila pa eno leto najbolj brana knjiga leta, ne? Tako, ampak tudi prevedena v arabščino, prevedena v angleščino, najprej pol arabščino in moram povedati, da je avstralska pisateljica Chrissy Lee ravno zdaj izdala eno knjigo pri založbi, ne me lovit kateri, jo je tudi predstavljala, uporabila citate iz Le Gorisjen skozi celoten svoj roman. To mi je bilo veliko priznanje. No, iskrene čestitke Ampak to sem zvedla tudi za šele, to. to sem zvedla posredno, ne, si ti meni nič ne pove, odkriješ čez nekaj časa. Ne. Iskrene čestitke tudi zato, ker sva bile uvedbe v žiriji, tisti, ki vam je podelila nagrado in tudi teh zelo bistvenih stvari nismo vedeli, ampak smo vedeli kljub vsemu dovolj, Ja, hvala da lepa, je res. ta nagrada Objema vendarle. Luni zlasti, ker je prepoznala vrednost tega. Hvala res. Ja, moram reči, da Medve z Luno, zdaj bom še žirijo povedala, ki je bila noter. Konkurenca je bila zelo huda, ker to morate poudariti. Ja? Kako? Konkurenca je bila zelo huda. Ja, konkurenca je bila zelo huda, tako da na koncu je žirija, to se pravi poleg Lune in mene, je bil dr. Zoran Pevec, Andrej Predin, predsednica žirije pa Urška Perenič, tudi doktorica literarnih ved. In moram reči, da je bila konkurenca huda. Drugih komentarjev pa zaenkrat razen čestitk ne bi. Zelo lepo se vama zahvaljujem, ker imamo zdaj na vrsti naslednjo uro nominirank tistih, ki so bile ravno tako nominirane kot Darinka. Luna, hvala. Odi. Hvala lepa, krasno ste speljali. Zdaj bi še klepetali. Ja, lahko. V bistvu